Dame in gospodje, reporter Milan z vami v tem silvestrskem programu in sicer na obisku pri mojih drugih dveh, ki sta prav tako sprejela ta silvestrov izziv, da pripravita eno pesem, eno glasbeno delo in sicer pri Majstru in Tončku. Ta trenutek sem v režijskem obratu na občini, kjer Majster in Tonček praktično ta trenutek počivata. Lepo zdrav. Pa se, pa kaj ti veš, da te eno leto ni bilo? Zdravo, Tonček. Ja. Eno leto te ni bilo, no pa kaj? Tudi ne bi rabo hoditi, ker jaz se obračam, jaz nobenega izziva nisem spravil. Ja, če ste mi poslali mail. Mi imamo tako, daj se nas izogibati, no. Mi imamo tako službo, pa situacija zdaj res taka. Glej, Tonček, mi smo na nitki službo. Na nitki. Jaz sem tebi rekel, 2 Kitajca za 220 delala tu, ne? Ti pa veš, da smo mi strošek. Ne nas se zabavaj, pa ne mi to te zabave v delovni rok tu note. Tiši. Pa to ni zabava, če to delo. Tonček, ti se ne znaš obnašati. Ja, se ne znam obnašati. Da ne mi povedal vse, kaj se včeraj zgodilo. Ne na ti nič pravi. Ja, kaj če bi povedal, Tonček, nas zanima? Veš kaj, bro, gori nekaj v drugem štoku je neka žarnica, ali kaj smo mogli menjati, pa gremo po štengah. Naenkrat, veš koga smo srečali? Na hodniku? Koga? Konglera. Ne. A kaj to govoriš, kaj ga to zanima? Ne smeš govoriti, ker si zavezan tudi, da si tiho, koga dobčer vidiš. Komu sem zavezan jaz? Ne smeš govoriti, koga vidiš. Pa ko ste nori, vi se pa te hodijo, lepo občini, kaj te zdaj? Drži ti pravim. Držali ste vi včeraj roke, ko ste ga videli zmrzno, Majster je zmrzno. Jaz mislim, da je smrt videl, Bled je postal švicati je začel. Res? On je pa še rekel, kje sta, pa mi je rekel, dober dan, gospod župan. Te hvala Boga sem zdrav biti, da sem začel vlači, sem rekel, majster, kaj te z vami je? Jaz sem tak Kangler, rekel sem rekel, kaj je s tabo? Kaj mi dva? Gospoda, mi dva, človek za tebe. Dobro, daj nehaj. Pa še Franta smo rekel. Pa se smo tudi povedali, sem rekel, pa čuj le malo v kufru nazaj prinesi to, kaj si mi vkradil, ne? Prosim. Je to, kaj na najn račun z majstrom naredil, ne? Ena, ti mene tu zraven mešaj, ti svojim imenom govori, noben ni na najn račun naredil. Danes jutri bo spet tu, kaj si ti blesa, kako se obnašaš. Kaj si mu te govoril, kaj si nor ti, kaj si? Boljše jaz nekaj rekel, ne pa tako vi. Tak sem gledal, če bi kaka doza bila, da bi ga na 220 priklopil, da bi neki šus dobil, da bi se premaknil človek čez mrz, ne? Zdaj smo rekel, bolj sem rekel, kaj te z vami je, kot da ste pokojnega ateja videli. Na, malo preveč govoriš ti. Sicer pa situacija tak se rešuje, zdaj, ker bo majster podžupan, ne? Podžupan? Ne, na daj briši, to vgasni, pa kaj si blesal, pa kaj ti govoriš, pa kaki podžupan? Kaj se ti je zmešalo, kaj se ti je? Če pa je fraj mesto. Ja pa fraj, niti nimam želje, niti ne ustrezam. Ja no, jaz sem vas prijavil. Pa kaj boš ti prijavil, ki si me ti prijavil? Vse pa ni res, pusti to. Ja pa prejšnji teden sem bil pri županu gori. Kaj? Pri županu gori sem bil v pisarni, veš, da me je sprejel. Filter mu ni delal, ribe so mu že hrbtno plavale, mogel sem niti pogledati, pa ko sem bil tam, sem pač izkoristil, ne? Ja, in kaj se je zgodilo? Ja rekel sem, če smrdi, majster, ne? Mislim, se pa te ustreza vsem kriterijem, 100 let je že tu, kaj te zdaj? Kaj je to problem, ali kaj? Pa se je človek zapisal in to, ne? Samo če mu jaz ne bi rekel, ne? Kaj ne, verjam, pa kaj si mu ti rekel? Kaj govoriš, da si mu rekel? Ja, jaz mu rekel, ja. Sigurno se ni s tabo menil. Ja, če mi je roko dal? Kaj je dal roko? On se s tabo menil, pa roko ti je dal. Z mano, ja, z mano. Za razliko od vas, ko mislite, da se z vami meni, pa se sploh ne meni z vami, pa ritensko hojite, še pol ure dvakrat so oni balon z vodo že podrli. Dobro, hvala lepa. Ja, vredi, bomo preživeli. Dobro, zapojemo zdaj? Trenutek, Tonček, ja, bomo čez par minut iz režijskega obrata, Majster in Tonček z njuno pesmijo. Radio City. Dame in gospodje, lepo pozdravljeni še enkrat v silvestrskem programu. Reporter Milan, sem na terenu pri mojih drugih gostih večera in sicer so to Majster in Tonček, sem tukaj v režijskem obratu in vse je nared za pesem, ki jo bosta predstavila in sta jo pripravila. Tonček, morda beseda ali dve o pesmi? Ja, pesem je o podžupanu. Pa ne, na ti si, glej, ne mešaj, sem ti rekel svojega dela, ti če že hočeš o sebi, daj pesem, ne pa podžupanu. Mislim o bodočem podžupanu, no. Ne, glej, pa nehaj v predpostavljenih pesmi, ti pa naša četnica koraka ne znaš za pet, daš pa druga srav. Mislim o vas je, no. Kaj o nas? Ja, o vas je, majster, pesem o vas napisal. Bodoči podžupan. Ne, glej, stornir, ne boš pel, ne boš o meni pel. Ja, no, zdaj že je tak daleč, Majster, treba je, Tonček, jaz predlagam, žirija posluša v studiu, da... Ko majster bil je mali, vsi so se ga bali, v rokah imel je moč ko bik. V 5. pil je pivo, v 6. imel je grivo, v 7. si prižgal je čik.
Poznal on je modo, v srednjo sploh ni hodo, pri 20 se je nehal brit. En cajt je švecal robo, pol je službo dobo, so delal, ko je hotel vrit. Kdo bi jih lahko preštel? Majster je pač babe imel. Bile so tudi milke, 3 so bile čistilke, majster je pač babe imel. Kdo bi jih lahko preštel? Majster je pač babe imel. Bile so tudi milke, 3 so bile čistilke, majster je pač babe imel. A, to pa res krasno, taka živahna, Tonček pa na harmoniko si zraven igral, to me je tudi presenetilo, ne? Pa kako rit, pa kaj ti si blesal, to je moja baba doma posluša, kako rit, kaj si nor? Ja, če pa se mi razlagali, kako ste Slavite od zadaj prišli. Pa od zadaj, kako rit? Je kako da je imela Slavica, spredi rit, kaj? Zaklav te bom, zaklav te. Dobro, hvala lepa, vse lepo v novem letu vam želim, čez nekaj minut pa bodo to res krasno delo ocenili moji žiranti v studiu. Radio City. Reporter Milan z vami v silvestrskem programu. Slišali smo drugi izdelek danes večer, Majster in Tonček sta pripravila, bom rekel, bolj Tonček pesem pravzaprav o majstru, sprejela moj silvestrski glasbeni izziv, pa predlagam, da se vsi skupaj spomnimo enega koščka tega te res krasne pesmi. Kdo bi jih lahko preštel? Majster je pač babe imel. Bile so tudi milke, 3 so bile čistilke, majster je pač babe imel. Tako, zdaj pa, če bi kar moji žirantje ocenili strokovna komisija, najprej gospod Grajner. Najprej hvala za besedo. Torej, po prvem tonu je sicer jasno, da gre za očiten plagiat, ampak pesem ohranja srž sporočila Don Mentonijevega originala in ga času primerno obrača, tako da pozornost ni več na eni dobri mrhi, ampak je v pesmi omenjenih več žensk, torej brez kvalifikatorja kvalitete njihovih zunanjosti, torej bolj so tu za število in je odrska luč, če lahko tako rečem, usmerjena na majstra, ki njega in njegove dosežke tako lepo dviguje na piedestal. Torej, še vedno je mogoče čutiti seksizem, ampak v bolj rafinirani obliki, kar pesmi moram šteti v dobro. Skladba ni brez napak ali nerodnosti, če to izpostavim mogoče samo za odtenek, preveč grafičen Tončkov opis majstrove želje po občevanju sodelavko, ta namreč eksplicitno navaja rit, lahko bi mirno rekli tudi zadnica, ne bo nič narobe, tako da moja ocena 8 od 10. No, hvala lepa za to oceno in te izčrpne besede. Naslednji, gospod Toš. Ocenjujem, ko majster bil je mali. Besedilo 5, ritem 7, melodija 9, stil 9, vokali 7, konzonanti 5. Skupna ocena je torej 2x5, to je 10, plus 2x9 je 18, plus 10 je 28, plus 2x7 je 14, plus 28 je 38, plus 4 je 42, deljeno s 3x2 je 6, 42 deljeno s 6 je 7. Skupna ocena za pesem Ko majster bil je mali znaša 7. Hvala lepa tudi gospodu Tošu in še kot zadnji tokrat gospod Janez. No, tale pesem je zagotovo nastala na določenem kraju, ob določenem času in na določen način. In seveda z določenim namenom. Naročnik je znan, ne? To se da preveriti. Naročnik seveda prihaja iz Murgel, seveda cilj pa je, da bi spet uvedli revolucijo. To je pesem zoper vsakega poštenega posameznika, zoper državo, zoper urejeno demokratično družbo. In takšni pesmi lahko damo oceno 1. Nič več, še to se ne zasluži. No, tako hvala lepa tudi vam, gospod Janez. Imamo seštevek 8 plus 7 plus 1, seštevek 16, kar pomeni, da sta se Majster in Tonček zaenkrat odrezala slabše od matere in hčere Lojča, ki sta zbrali 20 točk. No, že čez nekaj minut pa se oglasimo od Silverjevih.